Dragi gostje iz Murske Sobote, lepo pozdravljeni v Ljutomeri na prireditvi Lotmerk v cvetoči pomladi. Cenjeni obiskovalci, tudi vi, dobrodošli tukaj danes na glavnem trgu v Lotmerki. Prepričana sem, da boste uživali, kajti mladi glasbeniki so že z uvodno skladbo nakazali, da nam bo danes dopoldne zelo lepo. Mi smo pa pred podelitvijo najboljših fotografij avtorjev, ki so se prijavili na natečaj, in sicer je portal Prlekija OnNet v sodelovanju z občino Ljutomer in lokalno turistično organizacijo LTO Prlekija Ljutomer po uspešnem lanskem natečaju tudi letos pripravil nagradni fotonatečaj Lepote Prlekije drugič. Tema natečaja so bile fotografije, ki prikazujejo kakršenkoli motiv iz Prlekije. Najboljših 10 fotografij je tukaj na moji levi strani razstavljenih in priporočam, da si jih potem med pauzo ali po koncertu ogledate, kajti resnično so vse vredne ogleda. Odziv na natečaj je bil dober, saj se je odzvalo 39 avtorjev, ki so poslali skupaj 100 fotografij. Komisija v sestavi magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, Andrej Vršič, direktor LTO Prlekija Ljutomer in Dejan Razlak, urednik Prlekija OnNet, so med prispelimi fotografijami izbrali 10 najboljših, ki so, ko sem že prej dejala, tukaj razstavljene. Izmed teh 10 pa so izbrali tudi 3, ki so si prislužile glavne nagrade. Te so pa razstavljene tukaj na panojih. In po izboru najboljših fotografij je komisija upoštevala, da so na izbranih fotografijah prepoznavni motivi za naše prleške kraje. Tako bomo danes podelili 3 nagrade, in sicer 3. nagrada, se pravi 3. mesto in s tem nagrado 2 kartona vrhunskega vina, ki jo podarja LTO Prlekija Ljutomer, si je prislužila fotografija Dobro jutro, tukaj na moji desni strani, avtorja Anastazija Rudolfa. Prosim, da se nam avtor pridruži ob svoje fotografiji. Iskrene čestitke, gospoda Andreja Vršiča pa vabim, da podeli 3. nagrado. Tako, ko se odločila, da greste na oder, da jih boste bolje videli in spoznali. Torej, 3. nagrada gospodu Anastaziju Rudolfu. Iskrene čestitke. Drugo mesto in s tem denarno nagrado 100 evrov, ki jo podarja LTO Prlekija Ljutomer, si je prislužila fotografija z naslovom Imam konjiča urnega. Tukaj na sredini jo vidite, avtorja Danila Ivančiča. Prosim, Danilo, da se nam pridružiš na odru. Kot vidim, je Danilo danes odsoten, ampak ima dobro nadomestilo. Torej, druga nagrada, izvoli na oder. V imenu Danila Ivančiča bo prevzela nagrado gospodična, in sicer drugo nagrado Imam konjiča urnega. Vabim tudi županjo, da se morda pridruži na odru za podelitev najvišje prve nagrade. Prvo mesto in s tem denarno nagrado 150 evrov, ki jo podarja LTO Prlekija Ljutomer, pa si je prislužila fotografija z naslovom Grozd in vino sredi vinogradov. Avtorja Simona Štafarja. Iskrene čestitke. Gospod Simon Štafar prevzema prvo nagrado za fotografijo Grozd in vino sredi vinogradov. Iskrene čestitke vsem nagrajenim avtorjem in seveda vsem tistim, ki so poslali fotografije na natečaj. Če jih samo naštejem, to so Klaudija Slavinec, Anastazij Rudolf, Simon Škafar, Štefka Hribar, Boštjan Peterka, Igor Plet
Irena Petrič in pa Danilo Ivančič. Najlepša hvala našim podeljevalcem in seveda, kot se šika, predajam besedo županje ljutomerske občine magistri Olgi Karba. Hvala lepa, gospe Miri, lep dober dan tudi z moje strani, seveda v imenu tričlanske komisije, kot je gospa Mira že povedala. Moram priznati, da smo imeli zelo težko delo, ampak ko smo občudovali te umetnine, smo bili resnično zelo navdušeni. In jaz bi se na tem mestu res iskreno zahvalila vsem, ki so posredovali svoje fotografije, saj ugotavljamo, da iz leta v leto je vedno več zainteresiranih in nam posredujejo na ta razpis resnično zelo učinkovite fotografije. Ko smo pogledali te fotografije, nas spremljata dve dejstvi. In sicer, kot vidite, živimo v prečudoviti deželi. Prlekija je resnično čudovita in jaz vsem, ki prihajajo v našo občino, to vedno znova poudarjam. Zelo rada se tudi pohvalim, da smo pridni, marljivi, delovni in pošteni ljudje. Kot drugo dejstvo pa je to, da tisti, ki nam posredujejo fotografijo, izjemno dobro znajo oceniti lepoto naše pokrajine. In verjamem, da glede na to, kaj smo letos dobili, dostikrat zelo rano stanejo in občudujejo lepote te pokrajine. In jaz verjamem, da se nam bo vsem odprlo to oko, da bomo vsi znali zelo dobro opazovati in se resnično veselili in bomo ponosni vsi na lepote naše pokrajine. Jaz bi se vam iskreno zahvalila, iskreno čestitela vsem tistim, ki so uspeli dobiti najvišje nagrade in seveda vsem udeležencem. Priporočamo se, da drugo leto še večjem številu sodelujete. Želimo tudi veliko zabave naprej, veliko prijetne glasbe. Jaz verjamem, da bodo mlade pihalni orkestri zelo dobro poskrbeli za to. Obene pa moje iskreno opravičilo, ker žal ne morem biti prisotna, ker moram sprejeti gospoda ministra za obrambo, kajti pri nas je tudi 18. regijsko srečanje članov civilne zaščite in Rdečega križa iz celotnega Pomurja. Glavne dogaja se, bodimo ponosni, da smo tako lepi pokrajini in da imamo take ljudi, ki znamo to tudi občudovati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod županje.